V občini Krško so v lanskem letu realizirali za 16,4 milijona evrov investicij, v letošnjem letu bo teh za skoraj tretjino več, in sicer za 22,8 milijona evrov. To je pravzaprav razlog v tem, da smo del investicij, ki so bile v lanskem letu že dokončane, poplačali v letošnjem letu, seveda pa odpiramo kar precej novih investicij, med katerimi posebej izpostavil knjižnico v Krškem, potem je tukaj podružnična šola v Velikem Podlogu, ki znaša nekje približno 3 milijone evrov, potem energetska sanacija doma 14. divizije, potem veliko investiramo tudi v komunalno infrastrukturo in pa obnovo in gradnjo različnih cest. Na novinarski konferenci so se dotaknili tudi projektov sofinanciranih iz evropskih skladov. Med letoma 2007 in 2020 so počrpali 30 milijonov evrov, s pomočjo zadnje finančne perspektive 2014-2020 so, kot pravi direktorica občinske uprave, izvedli precej infrastrukturnih projektov. Predvsem gre tukaj za izgradnjo obnove oziroma za izgradnjo obvoznice v Krškem. V tej finančni perspektivi smo povečali stopnjo priključenosti na kanalizacijske sisteme na področju čistilne naprave Brestanice in pa na področju čistilne naprave Krško. Zagotovili smo povečanje površine za trajno mobilnost, se pravi kolesarske povezave, parkirišča, park and drive. Med pomembnejšimi projekti je Čoparjevo izpostavila še pilotni slovenski projekt dolgotrajne oskrbe Most, na področju izobraževanja v povezavi z gospodarstvom pa projekta Master 5 in podjetna devetka.